Doktor Beno. Danes raziskujemo ekonomijo, vedo, o kateri vemo praktično nič, ker se nam pač o tem ne da pogooglati. Ni znano, kdo točno je odkril ekonomijo, vemo pa, da še ni obstajala pred našim štetjem. Ker za ekonomijo rabiš znati štet, pred našim štetjem pa štetje še ni bilo naše. Kljub temu, da ne vemo, kaj je, se vsi strinjamo, da je ekonomija skoraj vedno slaba. Pa če si plačan v rublih, v evrih ali kot jaz v jure evrih, ki so vnotljivi le na avtomatik studija ta teden. Da bi izvedel več, sem vzel ključe Juretovega Jaguarja, pa še njegovo denarnico po telefon. Se odpravil v Muzej bančništva Slovenije Bankarium in se dobil strokovnjakinjo, ki mi je odgovorila par resnih vprašanj glede ekonomije. A je vsak lonec, ki ga ima ekonomist, ekonomlanc? Ne, če nima tistih posebnih napravec, najbrž ne. Kaj je vredno več? $1 pred 20 leti ali 12.000 evrov danes? To bi bilo najboljše točno pogledati na kakšni razpredelnici. Katere valute imate v vašem bankariumu? Prikazujemo v bistvu valute iz časa Marije Terezije, torej gold dinar, s tem začnemo, pogremo pa do njenega sina, imamo pa dinar. Jezusa Terezije. Pogremo pa naprej dinar, imamo pa cel kaos med drugo svetovno vojno, takrat je ogromno valut, rupnikove lire pa partizanske lire. Pa nimate nič nacij zlata? Zlata pri nas sploh ne boste najdli. Okay. Razložila mi je tudi, kako deluje inflacija. Zanj sem kupil novo tehtnico in ni bila samo višja cena, ampak tudi številka kilogramov, ki je gor pisala. Zakaj to? Ja. Glede kilogramov bi jaz rekla, da najbrž ste pojedli kak grižljaj preveč. Okay, to je čist malo nesramno, ampak ok. Moj šef je Jure Godler iz oddaje Lepo je biti. Milijonar? Ne, v bistvu napačen odgovor. Zdaj zaradi inflacije je lepo je biti 100.000-ar. Vse države na svetu imajo skupaj več kot 280 trilijonov dolga. Dajte sam povedati, komu to. Komu je Zemlja dolžna 300 trilijonov? V Marsu, Bogu? A je to sploh vredno odplačevati ali se pravi naredimo kot Grki pa pozabimo na to? Jaz mislim, da morate koga drugega to vprašati. Kakšnega Grka. Pokazala mi je tudi par razstavnih eksponatov. Boj, taka vrata bi jaz rabo, ko sem bil najstnik. Tako da gremo. Pa potrkajte najprej. Recimo tole je pa primerek bankovca gold dinarja. Koliko je vstopnina tukaj? Nepovezano vprašanje. 8 evrov za odrasle. Ja, pa lahko plačam z gold dinarji? Ali ne? To pa ne bo šlo. Ne. Pa zelo smo zaščitili. Ne bo šlo. Ja, ok. Evo, to so bile trezorske blagajne. Ok. Kjeri predali so tukaj moški, pa kjeri ženski? Vsi so bili. Zakaj so pa ženski iste velikosti, če ženske dobijo 30% manj? Jaz sem zato, da je povsod vse enako. Tudi jaz. Še zadnje vprašanje. Kako so banke skozi zgodovino lahko hranile ves denar, vsak evro od vsakega Slovenca? Poznamo več vrst denarja. Imamo knjižni denar, tistega ne vidimo, je pa na naših računih pa banke to lažje shranijo. Ne? Imamo pa tudi potem res denar, ki ga primemo. Tistega pa je treba hraniti nekje. Ne? Ampak vsak evro nekaj je, nek obstaja. Ne, čisto vsak ne. Nekateri, temu bi lahko rekli skoraj neviden denar, zato ga ne moreš prijeti. Pa smo prišli do dna. Ni važno, če imate jure evre ali resnične. Denar je le iluzija. Kateri pogosto pripišemo prevelik pomen. Tako da to si zapomnite naslednjičko, ne vem. Vaš otrok zapravi 200 evrov v in-app nakupih, ko vam po nesreči karambolizira avto. In ko obiščete mojo novo spletno trgovino, kjer prodaja majice za pišljih 249 evrov in 99 centov. Plus poštnina. Bom jaz plačal popravilo, Jure, ne skrbeti. Sam mehanika morava najdeti, ki vzame Jure evre. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.